Lepo pozdravljeni na današnjem pogovoru s Ferijem Lainščkom, pesnikom, pisateljem, dramatikom, scenaristom, ki živi in ustvarja v Murski Soboti, je ustvarjalec, ki ustvarja v raznolikih žanrih in za raznolika občinstva, priljubljen tako med bralci kot kritiki. Za svoje dela je prejel številne nagrade, med drugim nagrado Prešernovega sklada in Kresnika. Za svoje dela za mlade je prejel Večernico za knjigo pravljic Mislice, Desetnico za knjigo pesmi o Mišku in Velamiški ter priznanje Zlata hruška za delo Prvotnost. Prejel pa je tudi najvišje slovensko priznanje na področju kulture, Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Danes se bova pogovarjala o pesniški zbirki Ne z ilustracijami Nane Homovec, ki je v letošnjem šolskem letu vključena med knjige za Cankarjevo tekmovanje, in sicer jo prebirajo bralci 6. in 7. razredov. Krovni naslov letošnjega tekmovanja za Cankarjevo priznanje je Rime srca, ritmi sveta, pa se bova tudi midva v pogovoru v zbirki spustila kar z tega naslova. Za poezijo v zbirki Ne bi namreč lahko rekli, da je predvsem najstniška poezija. Lirski subjekt v večini pesmi je najstnik, ki skozi pesmi izraža, ob tem pa tudi odkriva svoj odnos do sveta, pri tem pa sledi predvsem svojemu srcu. Skratka, ta razpetost med srcem in svetom in povezanost srca in sveta, ki jo najdemo v naslovu Cankarjevega tekmovanja, prežema pravzaprav tudi celo pesniško zbirko. Jaz bi mogoče eno od pesmi, ker se to zelo lepo vidi, kar prebrala. Takole beremo v pesmi Ne morem. Ne bom, ker ne morem, ker res ni mogoče. Razum mi dopušča, srce pa kar noče. Ne bom ga utišal, saj vem, da ne laže. Ko vse gre po svoje, še pot mi pokaže. Pa me zanima, pesniška zbirka Ne svojo ciljno publiko mogoče malo izstopa. Namreč pesniških knjig za najmlajše bralce imamo na knjižnih policah slovenskih knjižnic, knjigarn in doma kar nekaj, tudi poezije za odrasle, medtem ko najstniške poezije pa ni toliko. Kako ste se odločili nameniti pesniško, ali pa zakaj ste se odločili pesniško zbirko nameniti prav tej ciljni publiki? Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, če sem zelo iskren, je pripeljalo do te zbirke neko moje prepričanje ali neko moje mnenje, da je taka zbirka nujno potrebna. Ampak zdaj moram seveda odgovoriti, kako se je to v resnici odvijalo. Jaz sem veliko med mladimi, nekako po duši sodim še v to generacijo, da si lahko rečem, in nekako se nagotavljal z leti, da živimo v času, ko si mladi ne upajo več reči ne, ko tako čutijo. Namreč, ko nastopi tisti trenutek za ne, ali so tiho, ali pa celo rečejo ja. In meni se to seveda zdi popolnoma narobe, ker prihajam iz nekega drugega časa, z neke druge generacije, ko je se velikokrat reklo ne in tudi sam sem v življenju velikokrat rekel ne. In potem sem se preprosto odločil, da bom skušal te mlade nekako spodbuditi k temu, da takrat, ko tako čutijo, ko je to nujno, da res ta ne izrečejo. Jaz mislim, da je ta ne namreč zelo pomemben za vsakega posameznika in da je ta ne navsezadnje pomemben za družbo. Ne? Ampak verjetno bova o tem še kaj govorila. To je bil tisti prvi vzgib, da sem se jaz preselil v ta lirski subjekt, ki je najstniški, in sem nekako si za koncept zadal, da se bodo vse pesmi začele z ne, da bo nastal nek učbenik za ne. Ja, večino pesmi je pisanih prav z vidika najstnika, nekako ste jim morali zlesti prav pod kožo. Kako ste najdli ta najstniški glas? Ja, to je zdaj spet eno vprašanje, s katerim se verjetno vsak ustvarjalec ukvarja, ki piše za mlade. Zdaj, jaz zagotovo ne maram avtorjev za mlade, ki se delajo otročje, in še bolj pa ne maram tistih, ki jim gre na otročje. In te dve skupini sta kar veliki med ustvarjalci za mlade, ker resno mislim, da ni preprosto pisati za mlade, če tega nekega otroka nimaš v sebi, če ga ne nosiš v sebi, oziroma če ga ne neguješ. Ne? Ker pravzaprav jaz tako
mislim, vsi na nek način nosimo otroka s sabo, ne? Zdaj, ali se ga sramujemo, ali mislimo, da ne narobe, da je z nami, ali pa ga zgubimo preprosto, ali pa na različne načine se mu oddelimo, to hočem reči. No, jaz skušal sem tudi v tej zbirki, ne, zdaj to se bo tako čudno slišalo, ampak pisati iz srca tega otroka, ki je še v meni. To bi bil odgovor. V pesniški zbirki pesnik, ustvarjalec in najstnik stopata v dialog. V nekaterih pesmih tudi dobesedno. Naprimer, ko najstnik nagovarja ustvarjalca, tako v pesmi Zagata, naprimer, bi nam jo mogoče kar prebrali, da vidimo, kakšne vrste dialog je tukaj med njima. Ja, tale Zagata je pa nastala po resničnem dogodku. To, kar v tej pesmi zapišem, se mi je zgodilo na osnovni šoli, pa mislim, da je otrok bil ravno ali 6. ali 7. razred, tako po nekem naključju. Naslov je Zagata torej. Ne vem, kaj naj rečem, že spet sem v zagati. Pač ni mi uspelo te knjige prebrati. Saj vem, si pisatelj in dolgo si pisal. A šlo bi mi lažje, če kaj bi narisal. Zadeva je resna. Ti moraš v globino, jaz rabim pa v šoli le kratko vsebino. Ne bodi zdaj afna, prišepni mi zgodbo. Pa kaj te to stane? Mar rabiš pogodbo? To me je vprašal. Mar rabiš pogodbo? Ja, v pesmi Ne beri, ki je pa čisto na začetku pesniške zbirke in sem jo vsaj jaz brala na nek način kot eno poslanico, nek uvod v pesniško zbirko, je pa ta dialog obrne, se pa pesnik obrača na mladega bralca, pa bi mogoče tudi to, da bova lažje izhajala iz nje, kar prebrala. Ne beri teh pesmic, če nimaš res volje. Glej, rajši kar v prazno, morda ti bo bolje. Ne bodi, kar nisi, ne rabiš te slave, brez želje se verzov ne uči iz glave. Ni vredno sploh truda, če kdo te priganja. Pozdravlja te pesnik, ki ljubi in sanja. Pa me zanima, kako pomembno se vam zdi, da mladi najdejo to pot do poezije sami, oziroma da jo, morda tudi v pomoči dobrih bralnih mentorjev, vzamejo za svojo. Zdi se mi pomembno, predvsem pa se mi zdi edino smiselno. Jaz nekaj časa, takrat je bil še Božo Kos, starejši, se ga bodo spomnili, urednik Cicibana. To so zlata leta Cicibana, ko je Ciciban še tiskal vrhunske, samo vrhunske pesnike, pravzaprav, ne, in imel neko idejo, da ne smem pisati dolgih pesmi, da se otrokom ne bo treba na pamet učiti dolgih pesmi. To je bila neka moja neka tista... In to me je pripeljalo do nekega zgoščenega jezika, verjetno v tej literaturi za otroke. Čeprav pa moram reči, da pa zdaj, to pa res opažam, ko takole gostujem po šolah, zelo radi se učijo pesmice. Dobro, jaz pač srečujem svoje, ne, ker jaz pridem na šolo, prav govorijo moje, ampak to so zelo lepi. Ne vem, nosim v spominu recimo eno šolo osnovno v Trstu, oziroma pri Trstu, eni vasi pač onstran meje, ker se je cel razred ravno iz te zbirke naučil vsak eno pesmico. In je cel razred, mislim, tisti nastop je bil nekaj čudovitega, ker so oni preprosto pripovedovali to mojo poezijo od prvega do zadnjega, ne. Tako da nimam občutka, da bi jim bilo vsiljeno. Ne, nimam tega občutka. Zdaj, mogoče nisem objektiven, ne, ampak dejansko doživljam to, tudi te moje pesniške zbirke, ki so za odrasle, to me je pravzaprav nekaj časa presenečalo, so potem prisotne tudi na osnovnih šolah in ti višji razredi, ki so že nekako, ne vem, kako zdaj ne to reče, pa so zaljubljeni ali čutijo to, da je ljubezen nekaj pomembnega ali pa da je nekaj lepega. Veliko krat te moje pesmi za odrasle potem prebirajo, kar se mi tudi zdi vredno. In zato, da mladi vzamejo te pesmi za svoje, kako pomembno se vam zdi to, da že
primarno ali pa izhodiščno te pesmi pravzaprav nagovarjajo njihov svet, odpirajo njihov svet, teme, ki so jim blizu. Se pravim, celo tako bi rekel, verjetno je to, kar pride do njih, po moje, no, kar pride samo do njih, kar pride brez tega, da bi jim siljevali, je verjetno to, kar je iskreno. Se mi zdi, da je iskrenost nekaj, kar tudi te generacije mladi zelo, zelo spoštujejo. Zdaj imam nek tak pristop nasploh, kako bi to ilustriral, z eno zgodbico. Večkrat sem že povedal, imel sem srečo, da je moj prvi nastop na šoli izgledal tako, da sem bil dodeljen kot mlad literat skupaj s Tonetom Pavčkom. In smo mi dva z različnih smeri, on je bil takrat legenda že, ne, in tudi nekdo, ki sem ga zelo spoštoval, in smo prišli na to šolo z različnih smeri in se pred šolo srečala. In me je on takole objel čez ramo, ne, s tistim svojim načinom, in je rekel, mladi kolega, zdaj vam bom pa jaz nekaj povedal, kar vam bo mogoče kdaj v življenju koristilo. In je bil tam peskovnik pred šolo in so se otroci igrali v peskovniku. In je rekel, gledajte, če zdaj greva tja in se v pesek zlekneva z njimi in se začneva obmetavati, bodo učiteljice navdušene, kako sta Lajnšček in Pavček fajn, ne, otroke bo to zabavalo, ampak ko pa prideva v razred pred njih, potem bo pa imela velik problem. Ne, ker je rekel, pisatelj, pesnik mora za tem, kar je napisal, stati. Mora svoje junake, svojo literaturo zagovarjati pred otroci in če to pokvarjava zdaj v pesku, ne bo funkcioniralo potem, da pa so, ne, ta dva čudna. Tako, no in kaj mi je? To nam je takrat povedal to, kar jaz celo življenje počnem potem. To je, mislim, dobil sem prvo lekcijo, sem dobil na prvem obisku. To je tako, kot da bi, ne vem, zvezde to, ali ne vem kaj to, kdo to ureja. Namreč, zmeraj se z mladimi pogovarjam resno, ne hodim na šole jih zabavati, ne hodim na šole, kako bi to rekel, afne guncati, to drugi počnejo bolje, ne? Imam veliko profilov, ki to zmorejo. Mladi ti, ki se posrečajo s pisateljem, pesnikom, pohočajo tega pesnika, ki je to za njih napisal, takega, kot je v resnici, in jih dejansko se z njimi pogovarjam tako resno, kot se zdaj pogovarjam z vami, ne, z odraslimi. In to jim tudi zmeraj povem in to preprosto funkcionira. Včasih so ti pogovori zelo dolgi, marsikaj me vprašajo, kar me verjetno sicer ne bi, ali pa kar mogoče tudi učitelje ne upajo vprašati. No, to je nek moj odgovor. Zdaj, ali je to iskrenost? Verjetno je tudi povezano z iskrenostjo, ne, da se ne... Mislim, da zelo hitro razkrinkajo otroci blef, ponarejanje, varanje na kartah, vse to in s tem je moje bistvo, no. Hvala. V spremni besedi k pesniški zbirki dr. Dragica Haramija zapiše, da vsebuje 31 pesmi, ki so razporejene v logični lok življenjskega dogajanja vsake najstnice ali najstnika. Od uporništva brez razloga, ne preveč naklonjenega odnosa do šole in učiteljev, umanjkanja razumevanja življenjskega smisla, nerazumevanja zastavljenih meja in drugih tipičnih najstniških odzivov, nečimrnost, zavist, hinavščina, siljenje v ospredje, do zaljubljenosti in ljubezni. Pa me zanima, ali tudi sami vse te teme prepoznavate kot univerzalno najstniške, značilne za vse najstniške, ali gre vendarle za en sicer tipičen, ampak individualen najstniški svet, ki pa se morda povezuje tudi s pesnikovim svetom v smislu odnosa do hinavščine, do ljubezni in tako naprej. Zagotovo se povezuje, ampak vseeno bi skušal odgovoriti spet z neko zgodbo ali pa z neko izkušnjo. Namreč jaz sem, ko so bili moji romani za maturitetni esej, veliko gostoval po srednjih šolah in smo se veliko pogovarjali o vrednotah, pravzaprav, ker ta moj roman nekako izhaja iz tega in to tudi bila tema. In jaz sem zelo ugotavljal, da v bistvu te temeljne civilizacijske vrednote
na katerih pravzaprav svet stoji, imajo ti mladi ponotranjene. Kar je nekako, če bi tako neko javno mnenje poslušal, če bi tako poslušal tako, če bi televizijo gledal, ko tam razpravljajo o mladih, bi vse izgledalo, kot da nimajo, ne? Ampak imajo. In jaz sem bil res, to se mi je dotikalo, to sem nekako kušal, tipal in sem potem celo v enem intervjuju rekel, da ne razumem, kako so lahko otroci staršev, ki so zavozili državo, tako fajn, ne? Kako so lahko otroci tako, da imajo pa te vrednote, ki bi jih morala cela družba imeti, ne? In sem potem veliko o tem razmišljal in gre v nek moj koncept razmišljanja v svetu, namreč jaz res verjamem v pesniško resnico v tem svetu. Ne, verjamem, da je pesniška resnica najpomembnejša resnica tega sveta, se pravi, je tudi edina resnica, ki se je ne da ponarejati, ki se je ne da manipulirati, ne, tako ali drugače. In zdaj seveda, kaj je ta pesniška resnica? Ne? Ta pesniška resnica je prosto to, kar je nastalo, ko je nastala prva zgodba, ko se je človek človečil, se pravi miti, legende, pravljice, književnost, vse to, kar potuje skozi čase. Ne? In to res potuje skozi čase, ta pesniška resnica. In zdaj, zakaj to govorim? Zato, ker to potovanje pesniške resnice je mogoče, da potujejo iz generacije v generacijo vrednote. Ne? Te temeljne civilizacijske vrednote, na katerih je svet postavljen. In očitno ta pesniška resnica še zmeraj deluje. Ne? Očitno to pride še zmeraj do mladih. In jaz mislim, da to, kar se potem mladi pokvarijo, mislim, zdaj govorim na narekovajih, se zgodi kasneje. Ne vem, za študentska leta ne bi dal roko v ogenj, ampak ko pridejo v prve službe, ko se začne tisti boj za preživetje, tam, kjer se srečajo s to družbo na en drug način, ne? Tam se začnejo potem ljudje kvariti in zatejevati te temeljne resnice in živeti malo drugače, kot to velja. Mislim, to je neka špekulacija zdaj, ampak hočem reči, da zagotovo do teh majhnih, mladih osnovnošolcev, do teh, to zbirko, to preprosto pride, ampak ne pride z televizijskih ekranov, ne pride iz te, kako bi rekel, skupnosti, kako skupnost diha in komunicira, ne bolj skrivnostni poti potuje. Ne? In jaz še zmeraj mislim, da je to res pesniška resnica in da potuje z tem neskončnim izročilom tega sveta in da ni nobene nevarnosti, tudi ta hip, ne, ko se nam najbolj zdi, da mislim, tako, ne, da je svet zelo pokvarjen, ne, da je svet cel v neki laži, v ponarejanju resničnosti, v vzporednih resničnosti. Vse veva, o čem govoriva v tem čudnem času, ne, ki ne sledi tem temeljnim vrednotem navidez, ne, ampak očitno še zmeraj potujejo, ne, in moje bodo še dolgo. No. To bi bil nek moj odgovor. Zdaj, seveda vse te temeljne vrednote živimo, ne, in ena izmed njih je pa tudi ljubezen. Ne. Mislim, zato se mi zdi to zelo pomembna tudi v tej zbirki. Ne. No, k ljubezni se bova še vračala, ampak glede na to, da sva se v pogovor spustila iz dela naslova, iz srca in sveta, bi se mogoče zdaj posvetila še rimi in ritmu, ki sta tako v naslovu Cankarjevega tekmovanja kot v vaši pesniški zbirki pač tesno povezana s srcem in svetom. Z tega vidika pesmi analizira že dr. Haramija v spremni besedi, ki zapiše, da so vse kitice v pesmih 4 vrstičnice, najpogosteje sta uporabljena pretrgana rima in ritem, ki je zgrajen iz 3 zložne stopice amfibraha. In kot izpostavi že Haramija v spremni besedi, je amfibrah poskočen in primeren za plesni ritem, izraža veselje, po drugi pa je tudi 4 vrstičnica, taka klasična oblika, ki jo najdemo tudi v ljudskih pesmih,
Pa bi imela zdaj tukaj najprej eno prošnjo, potem pa še vprašanje, mogoče, če bi nam eno pesem prebrali, da to dobimo tudi v uho. Potem me pa zanima, koliko je bila ta odločitev za ritem, za obliko zavedna, koliko se ta oblika in te odločitve povezujejo po vašem mnenju z vsebino pesmi? Ne, zagotovo se pri mojem pesnjenju to povezuje. Zdaj, moje pesnjenje je rahlo specifično, verjetno v času, v katerem živimo. Ne? Živimo v obdobju prostega verza, ne? Živimo v obdobju jaz sem nekako šel s to generacijo pesnikov, ko se je zdelo, da so pesniki najpametnejši na svetu, ne? Da ko rešujejo svet na en drug način, ne? Da izrekajo neke velike resnice tega sveta. Meni se je skozi to zdelo, da to ni res, ne? Da so pesniki, tako kot vsi drugi ljudje, ena čuteča bitja, ki na eni strani iščejo življenjski smisel, na drugi strani pa občutke lepega. Ne? In to je postalo neko moje vodilo. Ne? Nisem razmišljal o tem, pa tudi še zdaj ne razmišljam, da bom postal modrec, ne? In da bom odgovoril na vse vprašanje tega sveta. No in iz iskanja teh občutkov lepega je seveda nastalo to, da je moja poezija praviloma metrično urejena, z določenimi shemami pač je nastala. Čeprav moram zdaj reči, da so vsi ti ritmi, ki so deloma povezani seveda z glasbo, ne, z ljudsko glasbo, mi že toliko pod kožo, da ne rabim več nekih teh metričnih shem pri teh verzih, ampak preprosto je to neka notranji vzorec, ki mu lahko sledim. Ne vem. Tu se mi je pa zdelo to zelo pomembno pravzaprav, da vedel sem, da se bodo, res sem vedel, no, ampak rajši rečem, upal sem, da se bodo te pesmi veliko recitirale in zdaj, ko se res veliko recitirajo, vem, da sem se prav odločil, ne, ker kaj lepšega, ko potem nek otroški glas zaplava skozi te verze, in tudi s pomočjo ritma verjetno najde možnost interpretacije tega, ne, da tudi potem njemu zapoje, ne, da ta občutek lepega se ne prenaša samo s smislom, ampak tudi z ritmom, z lepoto jezika. Tako jaz to doživljam. Ne, zdaj, ne vem, če je ta pesem tipičen primer tega, kar sem zdaj govoril, ampak zagotovo pa vem, da jo imajo mladi radi. Naslov je pa Nasveti. Ne bom te poslušal, ne rabim poduka. Karkoli boš rekel, učenje je muka. Ta snov še namerno povzroča težave. Nekje mi skrivnostno uhaja iz glave. Sem skoraj že zmogel, pa spet se je skrilo. Vse dal bi nekomu, ki ve za zdravilo. Lahko je kak sirup, lahko so tablete, pristanem na iglo, nikdar na nasvete. Razumem, zakaj je mladim tako všeč in zakaj si prav to zbirajo. Zbirko je likovno opremila Nana Homovec, s katero sta že prej večkrat sodelovala in je tudi na svoj način približala zbirko še dodatno svetu mladim. Spremljamo fotografije z tako imenovanega hipstagrama, ki so potem opremljene s ključniki, pa skozi zbirko so posejani emotikoni, ki so nekako v dialogu z bolj klasično ilustracijo. Pa me zanima, kako poteka sodelovanje z Nano Homovec, zdaj sta že, lahko bi rekli, neke vrste utečen tim. Ja, ker ste prej omenila Instagram in vse to njeno znanje z tega področja, moram reči, ne za to knjigo, za eno knjigo prej, sem jaz Nano odkril preko Facebooka. Jaz sem dal na Facebooku razpis, da iščem ilustratorja in je ogromno priletelo potem teh ponudb in da sem lahko zbiral. In ona je ena take
zelo simpatične slone rišala. Mislim, nišče tako lepih slonov ne nariša in sem se zaradi tistih slonov odločil za njo. In šele takrat ugotovil, seveda, da je končala likovno akademijo, da je specializirala ilustracijo in da se pa sicer ukvarja v svojem poklicu z računalniško grafiko. Skratka, izbral sem najboljše, kar sem lahko. In seveda mi je bila prva ideja, potem takoj, ko je ta zbirka ne nastala, je bila Nana. Zanimivo je to, ker mislim, da smo se samo enkrat videla, da takrat smo preko socialnih omrežij, preko telefona komunicirala, tako ona je veliko mlajša od mene, seveda. In je naredila naslovnico in mi je tako strahom povedala, mislim, govorila mi je, o čem govori ta naslovnica, ne, te bele ovce, ne, ki vemo, grejo ena za drugo, ne, tako v življenju in ne rečejo ne, ampak so tiho, ko bi morali reči ne, ali pa celo rečejo ja, ne. Ampak je narisala eno črno ovco na rolki in z mavričnimi očali in mi je tako strahom rekla, veste, sem si mislila, ta črna ovca ste pa vi, ne. Sem rekel, ja, imaš prav, ta črna ovca sem pa jaz, ker sem celo življenje črna ovca in hvala Bogu, ne, mislim, sem ponosen na to, da sem črna ovca, ne. Razen tega je pa ta zgodba z mavričnimi očali, to bi pa kot Jung bi rekel, bila neka sinhroniciteta, ker dvomim, da je ona kdaj prebirala moje intervjuje, ker sem to omenjal, mislim, da je po neki intuiciji si ta mavrična očala izmislila. Jaz namreč zmeraj pripovedujem zgodbo o tem, ne, da v zgodnjem otroštvu dobimo navidna očala, tam do 6. leta, ki nam potem celo življenje barvajo pogled na svet, ne, tam se odloča, kako bomo gledali na svet. In jaz sem večkrat nekako si mislil, da sem jaz pa dobil neka mavrična očala, ne, in ona je ravno ta mavrična očala narisala, tako da, mislim, ujela sva se preko socialnih omrežij, ne, hočem reči, na en način, ki bi naj bil tak, da tako ni vredo, ne. Ampak ona je velik ljubitelj socialnih omrežij, jaz sem velik ljubitelj socialnih omrežij. Ti najstniki, ki jih srečujem, so veliki ljubitelji socialnih omrežij in mi se tu najdemo, ne. Mislim, malo se hecam, ampak je pa to res, kar sem rekel. Pa se je zgodilo mogoče pri kakšni od pesmi, da jo je ilustracija postavila v en drug kontekst, ki ga mogoče niste predvideli, da je šla Nanina interpretacija v drugo smer, ki ste jo imeli mogoče vi v mislih, ko ste napisali pesem? Pa verjetno, ja, tudi je kaj komentirala vmes, sem videl, je kaj pripisala, tako. Jaz imam to rad, ne. Zdaj, to ta neka, zakaj ilustracija, ne. To je spet ena zgodba, o kateri bi se dalo na dolgo pravzaprav govoriti, ker nekako sodim, oziroma ves čas sem govoril, da poezija ne rabi ilustracije, ne, in nisem mi zdelo vredo, kako je poezija ilustrirana, ne, in vse moje knjige poezije v tem času, ko pač zdaj spet pišem poezijo, so ilustrirane, ne. Ampak se je zgodilo nekaj usodnega, no, ko je šla moja pesniška zbirka Ne bodi kot drugi, je bila ta debata in jaz sem zavračal ilustracijo, ampak urednik je, hvala Bogu, me ni poslušal in je potem dal to knjigo ilustrirati, ne, in Zora Stančič je naredila vrhunske ilustracije za to zbirko, ne, če se spomnite samo tistega angela, ki je na naslovnici. In sem takrat jaz dojel, to je spet eno teh srečnih naključij, ne, da ilustracija ni nujno, da ilustrira, ne, da ilustracija ni nujno, da skuša dodatno pojasniti pesem. Tudi ni nujno, da je skuša spremeniti pomen, ne, ampak Zora je naredila ilustracije, ki preprosto sobivajo s to poezijo, ne. Ta angel, recimo, nekaj je tak arhetipski, ker tam lebdi, pa nič noče pesmi, niti nič ne dodaja, nič ne odvzema, ampak je lepo preprosto tam. No in takrat sem jaz začel razumevati
kaj lahko pri poeziji ilustracija, ne, zdaj govorim o poeziji za odrasle, ampak tu je Nana, meni se zdi, da je Nana to knjigo preprosto sjajno ilustrirala, ne, in nisem se jaz potem več spraševal, a je zdaj kaj dodala ali vzela. Zdi se mi, da je ta knjiga preprosto taka kot, ne zamišljam se drugačne, tudi ne vem, upam, da ne bo Dražnik, pa se ne bo izdal z drugimi ilustracijami nikoli, ne. Mislim, je pa verjetno res potrebno veliko srečnih naključij, da se to preprosto tako zgodi, ne. Zdaj, zakaj se včasih zgodi, včasih se ne zgodi, pa tudi ne vem odgovoriti, ne. Koliko je vaš svet, svet pesnika, svet ilustratorke? Se prepletata skozi pesniško zbirko, se dopolnjujeta? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da je res to ilustrirati. No, sicer me je pa kupila s to črno ovco. Nisem šel Jaz bi se zdaj ustavila pri naslovu, ki ste ga v bistvu že na začetku izpostavili kot pravzaprav glavno vodilo zbirke. Ne sta po eni strani le dve črki, ki pa jo v odnosu do najstništva lahko res razumemo na zelo različne načine, zelo kompleksno. Pa bi najprej postavila kar eno zelo široko vprašanje, kaj vam vse pomeni ta ne, kaj vse odpira? Ne, jaz si, ko se pogovarjamo o tej knjigi, zmeraj skušam nekako pojasniti, da ne gre za ne kot, da bi kar zdaj ta knjiga dajala pravico do ne kar tako. Ne? Gre za tisti ne, ki se, v tem primeru gre za tisti ne, ki ostane zamolčan. Ne? Ker zamolčan ne je zagotovo škodljiv za dušo. Vsak, ali si otrok, ali si odrasel, če zamolčiš ne, ki kriči v tebi in hoče iz tebe, je zagotovo to slabo za dušo. Ne? Če je slabo za dušo, je slabo tudi za telo. Ne? Ta knjiga želi o tem neju pravzaprav govoriti. Ne? Seveda se pa tu kopičijo različni neji, ne? Se ni zdaj skozi to. Tako, da če je to učbenik za ne, je potem to učbenik za tak ne. Upam, da nišče ne zlorablja te moje knjige na drug način, ko pa se mu ne bi dalo naloge narediti. Ne? Rekel, kaj ne smem reči, ne. Zdaj, seveda je pa zgodba je, če izpustiva to, kar zadeva pač otroke, ne, veliko bolj, bi rekel, večplastna, no, da ne bom. Namreč, jaz mislim, da živimo v zelo čudnem času, ne. Zdaj, kako bi to poskušal ilustrirati, mogoče tako, no, dve stvari ste se zgodili. Jaz sem potoval po šolah s tem svojim ne, pevka Ditka, s katero sodelujem, sicer pri poeziji za odrasle je par pesmi uglasbila, sva tudi nastopala po šolah za ne in se je začelo to potovanje tega neja, tega učenja za ne in potem je prišla korona, ne, se pravi ta epidemija. In nenadoma sem jaz ugotovil, da vse, kar se znotraj epidemije dogaja, ne, po šolah, da je seveda v nasprotju s tem ne. Nenadoma so otroci, ker sem jaz učil govoriti ne, ljubiti svobodo, ne, osvobajati se, nenadoma so hodili po črtah, po šoli, ne vem, ker delate na šoli, veste, so se risale poti, ki lahko hodijo, iz učilnice v učilnice niso smeli prehajati. Skratka, ena popolna nesvoboda je ujela te otroke, ne? Tudi do najnižjih razredov. In jaz sem si zamislil, ti otroci, ko sem jaz učil govoriti ne, zdaj morajo stati na teh črtah in kaj se dogaja z njimi, ne? Mislim, kako se počutijo. In sem se prijatelju, tudi pisatelju, nekako točno s temi besedami potožil. Ne, tako, in je on, hvala Bogu, meni rekel, ne, glej, se res vse to dogaja, se oni res stojijo na črtah, se so res popolnoma omejeni, ampak v njih je pa ta tvoj ne. In prej slej bo ta epidemija, mogoče jim bo pomagal ta ne čez epidemijo. Ne. In to me je na nek način
potolažilo. Ne, se pravi, ni ta nen za zmeraj izgubljen. Čeprav, ne, zdaj govorim v eni spirali, živimo v času, ko mislim, da bi se ta boj za ne moral biti ne samo boj otrok, ampak vseh nas, da bi vsi morali ta ne govoriti še in še, zato ker je to povezano spet z eno mojo drugo izkušnjo. Ne? Najlažje pač, da ne bi preveč teoretično govoril, najlažje z temi podobami govorim. Namreč, to pa zdaj zadeva mene, ne? Kot človeka, ki je rojen pač tam na odzveno te generacije otroci cvetja, ne vem, gledam po obrazih, a je kdo tu iz tiste generacije, ki je bila malo pred mano, to se pravi, če govorim z ljubljanskim jezikom, glih so šumi zapirali, ne, ko sem jaz prišel v Ljubljano in je pa bil to čas, ko se je svet preprosto odpiral, ne, ko je svoboda, kjerkoli se ozrl, so se stvari osvobajale, ne samo na področju, ne vem, spolnosti ali pa na področju svobodne ljubezni, ampak družba se je osvobajala in potem je še družbeni proces zelo podobno tekel pri nas, ne, osamosvojitev, demokratizacija, ne. In jaz sem bil seveda celo svoje življenje, mislim, velik del svojega življenja prepričan, da je življenje pravzaprav pot k svobodi, ne, da ko bom jaz enkrat star, ko bom, ne vem, star 80 let, takole s palico bom stal nekje na enem hribu in bo vse okoli svoboda, kamorkoli, sama svoboda okoli mene, ne. In zgodilo se pa ni to, ne, jaz sem zdaj, nisem sicer 80 let star, ampak že sem pa dovolj star, da vidim, da se ne bo izšlo, ne, da se nesvoboda na vseh plasteh, na vseh plasteh smo vse bolj nesvobodni, ne, in zdaj, če tu dodam še to, ne vem, računalniško tehnologijo, ki jo seveda dobro poznam in vladam in sem jo prej zagovarjal, ne, če zdaj njene zmožnosti samo upoštevam, potem zelo hitro ugotovim, da se možnost nadzora oziroma omejevanje posameznika se je do skrajnosti razvila. Naj v ta hip lahko v vseh pogledih zdaj ta hip spremljajo ne samo kako se gledava in ne samo kako se obnašava, ampak tudi kako nama srce utripa in ali imava kaj v žepu, ne, mislim, karkoli, ne, mislim, hočem samo ilustrirati, ne, da je ta in zdaj v poti, v to nesvobodo, v to družbo, ne, ki je drugačna, kot sem si jaz zamišljal, da je, ne. Zdaj, kot anekdoto sicer lahko nekaj povem, kar bo smešno. Na eni zabavi mi je kolega predstavil enega jedrskega fizika, vrhunskega, našega. In jaz sem prvič bil v bližini jedrskega fizika, ne. In sem rekel, mene, kaj ga zdaj ne vprašam, ne. In potem sem ga vprašal, kaj je on odkril zdaj, ne, ko je tako, ne, tako pač toliko ve, ne, o tem, kaj je odkril, kar je njega popolnoma šokiralo. In on je meni odgovoril, da spoznanje, da čas ne gre samo naprej, ampak tudi nazaj. Ne, to sem zdaj kot šalo povedal, jaz nisem razumel, kako gre čas nazaj, ne. Moj ne bo šel nazaj, ne, moj bo šel naprej, ampak recimo, ne. V tem smislu, nisem mi je razlagal, no, ampak ne vem ponoviti, ne, pač gre za, ja, to je vaše področje, ne. Ja, malo pa res, ja. No, hočem reči, to je šala, nekako sem razočaran, da se družba tako zapira, da ta nesvoboda nas tako omejuje in zaradi tega, dobro, korona je mimo, ne glede kako je kdo preživel, ali je hodil s 3 maskami okoli ali brez nobene, tako kot jaz, čisto isto je, ne, mislim, ni pomembno zdaj to v tem, ampak je mimo, ne, ampak ta nesvoboda pa ni mimo, ne, to, ta nesvoboda, ki ni več samo, ne izvira samo iz političnih sistemov, ne, ki ne izvira samo, ampak izvira iz podsistemov in izvira iz nadsistemov, ne, iz vsega pravzaprav se rojeva
In če malo se tu pošalim na en drug način, tudi šolo nisem ravno zadovoljen, pa ne šolo kot šolo. Zelo sem zadovoljen z učitelji, imam zelo dobro mnenje o učiteljih, res, ker jih veliko srečujem, vem, kaj je to delo z otroci. Nisem pa zadovoljen s šolskim sistemom, z načinom, kako se pač mlade uči, ker bi se jih dalo, če bi bil šolski sistem boljši, s temi istimi učitelji naučiti veliko več. No. To sem moral reči. Drugače bi bil to ne. Ja, ker ta ne je ne nazadnje tudi izhodišče za lastni izraz, mnenje, identiteto in je pravzaprav tudi en predpogoj za pristanja. Ker ta individualnost, ki jo izpostavlja ne, iz nje izhaja tudi odnos do sveta, do dvojine, do samosti. In to je tisto, kar je bilo meni posebej zanimivo v tej pesniški zbirki, da pravzaprav z vidika najstnika nagovarjate oboje, to dvojino, povezano z ljubeznijo, na drugi strani pa tudi to samost, individualnost, ne biti osamljen, ampak predvsem biti zmožen biti sam. Kako pomembno se vam zdi v najstniški oziroma v zbirki namenjeni primarno najstnikom nagovarjati ta dva načina bivanja? Ne, mislim, da je to, da ne vem boljše izreči, kot ste zdaj vi izrekli. Kompliment vam moram dati, ker dejansko je to bistvo. To bistvo tega, če je ta namen vsaj malo dosežen, če je samo nasledi tega, sem jaz zadovoljen, ne? Sem srečen, ker se mi zdi, da itak to, kar sem prej že omenjal, ni naloga umetnosti, da odgovarja na vprašanja, ampak da zastavlja pravo vprašanje. Ne? In čim več vprašanj bo zastavila ta knjiga, na eni strani seveda mladim, na drugi strani pa tudi, ne vem, staršem, pa učiteljem, pa čim več vprašanj bo zastavljeno, tem boljše je. Odgovori bodo seveda različni. Jaz sem rekel, ko je pač knjiga bila za Cankarjevo priznanje izbrana, ne vem, so me z nekega časopisa potem spraševali za nek nasvet, kako naj berejo, sem med drugim rekel, tudi to recite, recite, če vam katera pesem ni všeč, če se s katero pesmijo ne strinjate, to se mi zdi pomembno, ne, mislim, kot nek, za ta dialog gre, ne, se mi zdi, da je to naloga pravzaprav, tudi, ne da je to naloga, ker nočem ta izraz uporabiti, ampak nek smoter, nek namen je v tem, to, kar sem že prej rekel, jaz ne maram, ampak res ne maram te literature za otroke kar tako, ne, veliko je take, ne, kar tako, zdaj eni verjetno piše zato, ker bi radi, ne vem, ker bi radi bili pisatelji, možno, verjetno taki so, ali potem taki, ki bi pisali zato, ker bi radi zaslužili, verjetno ni veliko, ne, mislim, zakaj napisati, ne, zakaj pisati za otroke, mislim, to je vprašanje, ki si ga vsak avtor mora pravzaprav zastaviti, po moje v štartu, in meni se zdi, da glede na vse to, kar smo se zdaj pogovarjali, da je zelo pomembno, kakva je literatura za otroke, ne? Kaj je tisto, kar je v fokusu, kar se jim ponuja in kaj prinaša s sabo. Ne? In jaz res moram nekako vračati. Zdelo se mi je, tudi meni v nekih obdobjih, da zdaj gre samo še za zabavo, ne? Da je svet urejen, da je strip dovolj, ne? Da je ne vem, neka animacija dovolj. Zdaj pa vse bolj ugotavljam, da temu ni tako, ne? Da moramo si prizadevati za to potovanje te pesniške resnice in da mora tudi skozi to literaturo za otroke to potovati. Žal se dogaja tudi, zdaj ne govorim več o avtorjih, ker bo se zdelo, kot da ne maram drugih avtorjih, pa imam neskončno rad, veliko jih je, ne, mislim, da ne bom narobe govoril. Ampak zdaj govorim že o tem, kaj se nam pravzaprav dogaja, nekaj, kako stvari niso pravilno fokusirane, ne? Kako ni poskrbljeno tudi nasploh v neki družbi, da bi ta pesniška resnica bila postavljena na pedestal, da bi bila vgrajena v to, kar počnemo. Ne? Mislim, to se mi zdi pomembno.
In zdaj, če ni nekih teh, bi rekel, arhetipskih struktur v literaturi, ne, če se ne da tega prepoznati, potem je to zgolj zabava, ne, potem je to zgolj, mislim, ne vem, kak namen je, ne vem, recimo, kako naj ilustriram, zelo rad imam strip, veliko stripov sem v življenju prebral in ne maram pa tega, ko se, ne vem, literarno klasiko skuša zreducirati na strip. Ne? Se pravi, nekaj tistega, kar je, kar nosi veliko, poskušaš zdaj tako malo potresti. Ne? Mislim, teh napak je ogromno in to so sistemske napake, skozi učni sistem, tudi skozi, ne vem, razne te zgodbe, bralne značke, ne, tudi potujejo, pa ne bi smele. Ne. Nekdo bi moral o tem preprosto razmišljati, o tem bi se morali več pogovarjati, to bi morala biti tema. Ne. Pa žal se mi zdi, da ni. Mislim, če obstaja ta neka plaža ali pa ta neka slaba literatura za otroke po knjižnicah, potem je nekaj narobe. Ne? Recimo, ne vem, moja hčerka je pač pravzaprav zelo izobražena, tudi moram rekel, da je kar bralec, imam 2 vnukinji zdaj in ona je prišla k meni in mi je rekla, a ti povej mi, kaj naj jim dam za branje. Sem rekel, ja, pa čakaj, ne, sej greš v knjižnico, pa pač vzameš. Ja, vzameš samo tam lahko, če naletiš na knjižničarja, ki ti svetuje pravilno. Ne? Če pa ne letiš, pa ne veš. Ona ni vedela, kaj je. Je rekla, kako naj zdaj jaz v tem množici knjig vem, kaj je dobro, kaj je slabo. Ne? Ker je pač tehnična, ne, gradbenik je, ne, ve, ker je v matico dobro držala, pa ker je hiša postala. Tu pa ne rabi pomoč. Ne? In če je knjižnica polna neke tiste 3. razredne literature, ki jo, tudi za otroke, ki jo pač nima nobenega, ničesar v sebi, kar bi potem ostalo, potem je tu nekaj narobe. Ne? Mislim, se njim prav zdaj, da to načenjam, ampak glej, na ta način se pogovarjajo, razplastila sva to Bogu tanko zbirko. Ja, ki pa ne nazadnje odpira tudi različne družbene teme. Jaz bi se ustavila še pri eni pesmi, ki je pa meni posebej ljuba v tej pesniški zbirki in ki pa pravzaprav ta odnos do družbe in do drugega še na en drugačen način naslavlja, namreč pri Ajši. Pa jo bom kar prebrala, da morda tisti, ki ste jo že pozabili v prvem branju, da se je še spomnite. Ne, nisi begunka, ime ti je Ajša, prihajaš od daleč, na pot si šla mlajša. Hodila si dolgo in gledala hiše, saj vaša v spominu se komaj izriše. Ne, nisi bežala, želela si priti, kot si na tem svetu hotela si biti. Zares sem pomislil, da sanjaš o pticah, ti ljubiš pa strehe in red na policah. Molčati znaš dobro, o strahu in dvomu, le včasih zapoješ si pesem o domu. Pa me zanima, koliko se vam zdi, da se svet sodobnih najstnikov pravzaprav prepleta z družbeno-politično realnostjo, koliko je vpet vanjo na vsakem koraku? Ja, to je zelo težko vprašanje in ne vem, če bi si drznil kar tako posplošeno odgovarjati. Zagotovo pa vem to iz lastne izkušnje, da se pač ta otroški svet in tudi najstniški svet zmeraj dotika sveta odraslih in obratno. Ne? In sej med nami in z nami živijo, ne? In zdaj, koliko seveda prihaja z njih še z televizijskih ekranov, ne vem, verjetno manj prihaja z televizijskih ekranov do njih kot do odraslih. Ne? Čas teh televizijskih ekranov je verjetno mimo. Zdaj za teh pač drugih medijev, ne, pa težko presojam. Ne, jaz sicer sam s Facebookom operiram, ne, vem, kaj se na Facebooku dogaja, vem, kaj se na Instagramu dogaja. Zelo nerad priznam, da tudi s TikTokom operiram, tudi vem, kaj se tam dogaja. Ne. Tako da dogaja se
Mislim, zagotovo nastaja en razkorak. Ne? Zdaj, če tako na pamet govorim, pa to ni nobena sociološka analiza, ampak če so detki in babice ostali pri tiskanih medijih, ne? Če še berejo Delo, pa ne vem, te revije, če so starši ostali pri televiziji, ne? In če so mladi na teh sodobnih medijih, potem se tu zagotovo nek razkorak mora dogajati. Ampak bojim se, ne, da ta razkorak niti ni tako zelo velik, zato ker lažne novice, ne, ponarejanje resničnosti, sporedni svetovi, vse to se dogaja na vseh teh treh medijih. Ne. To je zdaj seveda vprašanje, ki je zelo hudo vprašanje in ki otroci verjetno še težko razumejo, ampak živimo v mnogih kolektivnih lažeh, ne? In starši živijo v njih in otroci živijo v njih in jaz samo upam, da je to samo nek interval, ne? Da je to samo nekaj, ko nam gre zelo slabo in da se bo potem to na nek način očistilo. Ampak če sem popolnoma iskren, bolj se zanesem na mlade kot na te stare. Definitivno sem z mladimi, samo zaradi tega, ker pesniška resnica do njih še zmeraj prihaja, ker vejo, kaj je dobro, ker vejo, kaj je pravica, ker vejo, kaj je resnica, ker vejo, kaj je ljubezen. Vse to ti mladi vejo. In ne bo se samo od sebe pokvarjalo, odrasli jih bodo pokvarjali. Vse je logično, razen če čas gre nazaj, ne? Kako sem prej rekel, če deluje drugače. Kako pomembno se vam pa zdi, da to družbeno-politično realnost naslavlja tudi literatura, specifično poezija, ki je namenjena mladim? Pri vas, na primer, prav posebej Ajša vključena v to zbirko, kako pomembno se vam zdi ta del sveta? Zelo moram natančno odgovoriti. Ne? Ajša, ne, se pravi, je arhetipska zgodba. Ajša je zgodba o vseh beguncih tega sveta. Zato je v tej knjigi. To se pravi, če zdaj prav razumem družbeno-politično, ne, kot strukturiranost nekega prostora, politična strukturiranost tega prostora, pa je to moje zelo, kako bi rekel, premišljeno, ne dejanje, ampak drža, kot pesnik, kot nekdo, ki želi pisati o tem svetu in ga želi na nek način pač svojim mišljenjem presegati, pa kako to zvenelo pretenciozno, nimam pravice biti politično, kako bi to rekel, politično udeležen. Se pravi, kaj šele ideološko zaslepljen, ne? Ker ne vem, kaj bi lahko en pisatelj ali pesnik ali pesnica ali pesnik, ki je ideološko zaslepljen, napisal dobrega. Ne? Verjetno težko. Ne? Verjetno težko, po moje težko. Ne? Tako da je to neka moja siceršnja drža, ki je mnogokrat narobe razumljena. Ne? Ker marsikdo ima občutek, da nisem angažiran. Ne? Ker nisem angažiran zato, ker nisem desno angažiran in nisem angažiran zato, ker nisem levo angažiran in nisem angažiran zato, ker nisem sredinsko angažiran. Ampak še kako sem angažiran, samo zdi se mi, da je to neka bolj pomembna angažiranost. Ne? Tako da se ne ukvarjam s tem, kdo bo, ne vem, dobil zdaj naslednje volitve v občini Murska Sobota. Ne? Mislim, če se malo hecam. Upam, da bo dober, ne? Da bo skrbel za vse. Ne? No, ne vem, če sem prav odgovoril, ampak to je neka moja siceršnja drža, ker se mi zdi, pa to ni apolitična drža, to je zelo politična drža, ne? Samo drugačna je. Mogoče sem s tem blizu mladim, ker mladi se pa tudi ne uvrščajo, ne levo pa ne desno, pa se ne preštevajo na ta način. Ne? To dobijo kasneje. Ja, res je, ja, nekemu temu odnosu do sveta, ki ga pa, kot ste že omenili, pa imajo zelo trdno izdelanega. In na tem svet stoji. Ja. Svet ne stoji na nekih strankarskih razprtijah. Na teh temeljnih stoji svet. Jaz tako rečem, s pesniško resnico se je civilizacija vzpostavila, dokler bo potovala, dokler bodo te vrednote šle naprej,
bomo ta civilizacija. Ko bodo nehale, bomo neka druga civilizacija. Ne? Tista, ko bodo, ne vem, prišli neki novodobni barbari in jaz to pa garantiram, ti novodobni barbari bodo svet zelo hitro tako uničili, da se ne bo dalo biti na njem. Ne? Mislim, tako bo. Vse samo civilizacije prinesla to, da zdaj mi da tu lepo. Na lepem koščku sveta sediva in nam je lepo v bistvu malo se pogovarjamo. No, preden preidemo k vprašanjem iz publike, ki mislim, da si jih je nabralo kar nekaj, jaz bi pa jaz prosila, da nam preberete še kakšno pesem, eno ali dve. Ja, tale je zanimiva, tale, kaj bom zdaj prebral. Namreč tu se mi je pa zgodilo to, ker se je ta neki lirski subjekt, ki sem ga ustvaril kot najstnika, in moj, ta neki pesniško ego sta se združila, ta se mi je pravzaprav z tega pesniškega stališča ponesrečila v tem smislu, kako govori tudi o tem, kar tudi jaz ne maram. Ne samo ta subjekt. Naslov pesmi je pa Ne maram. Ne maram kazalcev na uri, ne maram alarma in zvonca, pa pesmic brez rime ne maram romanov do konca. Ne maram res pridnih učencev, ne maram pouka o odmoru, pa črednih nagonov ne maram. Sploh nočem prepevati v zbor. Ne maram korenčkov pred nosom, ne maram ne zmag, ne porazov, pa sodnih zapisov ne maram, če tudi so polni dokazov. Ne maram vabil na sestanke, se vem, da pomenijo sranje, pa srčkov ne zidu ne maram, ne puščic zabodenih vanje. Ne maram tega, da ne maram. Sam sebi grem včasih na jetra. Pa vendar še moram dodati, ne maram Polone in Petra. Ne maram, ne maram, ne maram, ne maram, pa malo spet lažem. Mi všeč je Polona brez Petra, zato mu le prst kdaj pokažem. Ne maram je bila to. Zdaj pa, po naključju ali ne, sem pa eno pesem povlekel ven, pa ni iz te zbirke, pa pravzaprav govori o tem našem odraslem svetu na enak način kot ta zbirka. Pravzaprav govori o pesniku, no? Govori o meni verjetno. Naslov je Pesem o fantu sicer in jo zelo rad preberem na teh svojih nastopih, ker malo odgovarja tudi na to vprašanje, kako je glede te politične razporeditve. Ko zjutraj bo pesem že legla med sence na robu spomina, v kitari bo nekaj ostalo in zunaj bo čudna tišina. Na mizi bo mrtva resnica, kaj vse so nam vzeli, kaj dali. Krčmar bo zaspal brez računa, le luzeri bodo ostali. Odšel bom iz tvojega mesta, tja proti svetlobi na koncu. Nekoč bom umrl za svobodo na trgu, ki dviga se k soncu. Živela bo pesem o fantu, ki duše ni hotel prodati. Po ulicah vaših je hodil, ostal je za zmeraj pred vrati. Ko svet bo drugačen čez leta, ti roža bo v prsih cvetela. Takrat boš spet noro ljubila in zopet lahko boš verjela. Verjela boš lepim besedam, verjela boš zjutraj tišini, verjela boš fantu s kitaro, ki tiho bo šel med spomini. Hvala. Zdaj pa imamo še nekaj vprašanj gledalcev, in sicer kar dve gledalki zanima, bi se spet vrnili k pesmi Ajša, kaj vam predstavlja sporočilo pesmi Ajša? No, mislim, da je sporočilo te pesmi zelo jasno.
Veliko sem se pravzaprav srečeval, verjetno ne edini, vsi smo se z begunci, začel sem se srečevati z njimi že, ko je razpadala bivša država Jugoslavija in niso se mi zdeli begunci nikoli, ne, ampak so samo ljudje, ki pač morajo drugam, da bi lahko živeli, ne, in zdaj ta pesem pač iz perspektive otroka skuša govoriti, ki gleda na drugega otroka, ne, sta si enaka, oba imata enake sanje, enake želje, s tem, da tisti, ki je lahko ostal tu, ker je, ima vse, tisti, ki je pa moral iti, sem gledal, kaj so z Ukrajine vzeli, par oblek pa instrument so vzele deklice, se pravi tisto, kar so najbolj one, ne, ampak drugačne so pa popolnoma take, kot so te naše deklice, samo razlika je v tem, ne, to je ideja tega. Jaz zdaj že lahko to gledam z neke oddaljene perspektive, ker je od takrat, ko so ti moji prvi begunci, ki so bili res begunci iz Bosne, so zdaj to že tisti otroci, ki so takrat prišli, so zdaj to že odrasli ljudje, ne, imajo že svoje otroke, ohranili smo stike, vrnili so se, prehodili so to pot, vem, da smo jim pomagali, da so lažje preživeli in zdaj so nekako nazaj tam, ne. Vse to vmes so pa morali pač preživeti, ne. Hvala Bogu, ne vem, mojim otrokom, ker so njihovi vrstniki, tega ni bilo treba preživeti. Eno od gledalk zanima, kako se počutite med tem, ko pišete pesmi. Ali vam rima kar pride iz glave ali potrebujete neko temo? Ja, to je zdaj pa že težje vprašanje. Kdorkoli je to vprašal. Zdi se, da veliko pišem poezijo, pa pravzaprav, jaz pa imam skozi občutek, da pravzaprav malo pišem. Mislim, verjetno je res, no, da sem jaz kako bi se to najbolj preprosto rekel, po duši pesniška duša, ne, karkoli se zdaj kdo potem predstavlja, ne, ali nekega narodnega strica, ki ne ve iti po stopnicah, ne, pa se zasanje pa pade. Ali pa pesniška, mislim pa nekaj drugega, ne, mislim pesniška duša, da na ta način doživljam svet okoli sebe, da se me stvari preprosto dotaknejo. In vem, da nikoli ne bom napisal lepše pesmi, kot je kakšna roža spomladi, da ne bom nikoli napisal lepše pesmi, kot je kakšna ptica, ki vidim. Ampak obenem pa imam željo, da bi nekaj lepega zabeležil, ustvaril. To, kar sem prej rekel, ti občutki lepega, ustvarjanje občutkov lepega in zdaj da bo to potem tudi nekomu drugemu lepo, je v tistem trenutku drugotnega pomena. Meni mora biti lepa ta pesem, ne, in je pa seveda potem lepo, če je tudi drugim lepa, ne, da tudi te občutke drugega lepega lahko do drugih spraviš, ne. Na ta način razmišljam. Zdaj seveda nekatere pesmi si bom pomagal zdaj spet z eno zgodbo, izgleda, da moram celo klasiko slovensko, mislim, tam pesmi 4 obdelati, ampak tako nastajajo približno. Kaja Tanakoviča, ne, mojega zelo cenjenega pesnika, on enkrat govoril, so vprašali, ali piše z roko, ali piše s pisalnim strojem, ali piše z računalnikom, ne. In je rekel, pa kaj me tako neumnega me lahko novinar vpraša, ne, da je zdaj to pomembno, kako sem napisal. Kaj naj me povem, da grem vsako jutro na barje in da nosim sabo in da včasih se brnem z tega barja in nastane z tega pesem, včasih se pa dolgo časa hodim na barje, pa dolgo hodi pesem z mano, pa potem nastane. Tako približno je s pesmijo, ne. To, da bi jo stresal iz rokava, vse se zgodi, ne, ampak bolj poredko, ne. Pesmi hodijo z mano spat, recimo včasih so obdobje, ko hodijo
z mano spat pesmi, so obdobje, ko se vozijo med Mursko Soboto pa Ljubljano, to je moja najbolj pogosta relacija. Tako nastajajo. Ne morem pa nič napisati pravzaprav, tako da bi rekel po naročilu. Čeprav sem veliko napisal poezije za uglasbitev, čez 400 mojih pesmi je pravzaprav uglasbenih na različne načine, ampak nikoli nisem napisal na ta način, da bi mi lahko rekel, ne vem, zdaj mi pa napiši pesem o tem ali tem. Če bi mi to rekel, bi takoj ne bi šlo. Iz popolne te neke čistine nastajajo. Tako, to je najbolj iskren pogovor, se vem, da zdaj malo tako govorim sem in tja, ampak ne da se drugače povedati, ker ni enoznačnega odgovora. Je navdih, če je navdih, brez navdiha ne moram napisati nič. To je ena, po naročilu ne moram napisati nič, to je že kontra temu. Ne moram si vsesti. In tudi ne maram tega, to je zdaj spet pod ne maram, pesnika, ki se vsede in reče, zdaj bom pa napisal zbirko. Ne verjamem v pesniške zbirke. Mislim, da tako kot je slika je pesem, v eno pesem. In šele ko se jih ne bere dovolj, da lahko slabe vržem stran in dobre ostanejo za eno zbirko, je zbirka. Ne morem napisati zbirko. No, tu je zdaj pri teh otroških verjetno malo drugače. Čeprav tudi niso vse, ki so nastale. Mislim, tako da spet ni, tako da bi zdaj rekel, sem napisal od začetka do konca. Pa. To je najbolj temeljiti odgovor, kako zmorem. Dobili smo kar nekaj mnenj, mentorjev po šolah, da obravnavajo zbirko in da jim je zelo všeč. Ja, to pa rad slišim, to pa zmeraj rad slišim. To pesnik najrajši sliši. Potem pa tudi nekaj vprašanj, ki bi jih verjetno lahko povezali v eno vprašanje in z njim verjetno tudi zaključili ta najin pogovor, in sicer jih zanima gledalce, poslušalce, kdaj ste začeli pisati oziroma če ste pisali že v otroštvu in kaj vas je pritegnilo k pisanju? Jaz zmeraj, ko gostujem na šolah, povem eno zgodbo in mnogi učitelji, ki bodo to zdaj poslušali, to zgodbo že poznajo. Tudi nekateri otroci jo poznajo, ampak res zmeraj odgovorim na to vprašanje na ta način. Namreč prvo pesem sem napisal v 1. razredu osnovne šole, zato ker sem se zaljubil. Z 2. razred sta hodili 2 deklici, ki sta bili dvojčici, sta bili popolnoma enaki, enojajčni dvojčici. Niso jo ločili, ampak meni se je zdela ena lepša. In sem se zaljubil in nisem tega res nekako vedel povedati, sram me je bilo. Sem pol mame eno razglednico ukradel in sem na zdravnilom potegnil 2 črti. Sem na prvo napisal zelo si lepa, na drugo pa imam te rad. Nisem vedel, da moram iti na pošto, znamko, to pa sem skrivaj v torbo, to spustil. In sem se zmotil in je ova druga dobila. In je povedala mami, njena mama je povedala moji mami in cela štala je bila, deklica me ni marala, zafrkavali so me, ampak jaz vem, da sem takrat se prvič zaljubil in da sem takrat napisal prvo pesem. To na razglednici je bila prva pesem in celo življenje pišem samo zato, ker sem zaljubljen v življenje. To je pa, se mi zdi, čudovit zaključek najinega pogovora. Hvala. Hvala.